sicer že dejala, da bo danes narejen prvi korak k malo večjim političnim spremembam, ki nas čakajo v letošnjem letu. Mene zanima vaš prvi komentar, kaj ta rezultat danes pomeni za prihajajoče predčasne volitve. Udeležba je izjemno nizka, pa vendarle je to 50+ napoved. Najprej hvala vsem, ki so danes prišli na volišča, in še vsej hvala vsem, ki ste glasovali za Slovensko demokratsko stranko. Ta rezultat pomeni oziroma kaže zelo jasno sliko slovenskega političnega prostora, ki pa ni ravno obetajoča. Na njem vidimo zgolj eno veliko stabilno stranko z resnim programom in tudi z resno kadrovsko ponudbo. In to v času, ko se Slovenija pravzaprav odpravlja še 4-krat na volišča v roku 5 mesecev. V tem trenutku razen Slovenske demokratske stranke nihče ni predstavil svojega programa, svojih ekip. Vsi govorijo o tem, da bodo stranke šele ustanovili, da bodo mogoče tudi kakšen program pripravili, volitve pa ne bile že 13. julija. Narejeni so tudi rezultati vzporednih volitev morebitnih prihajajočih državnozborskih. Tudi tukaj bi sicer SDS bila zmagovalka, vendar po teh prvih podatkih pa kaže, da bi SDS tudi zaradi vašega položaja, zaradi pravnomočne sodbe, verjetno težko uspelo sestaviti koalicijo, sploh zaradi drže potencialnih koalicijskih partnerjev ali vaših prejšnjih koalicijskih partnerjev. Pa me zanima, bi se bili vi kot predsednik stranke za ceno sestave koalicije, če bi se bili pripravljeni predsedniške funkcije umakniti? Torej, zdaj ta raziskava je bila delana na vzorcu, ki je reprezentativen za današnje volitve. Zdaj, kot vemo iz prejšnjih izkušenj, je vzorec, ki se potem odrazi na državnozborskih volitvah, širši, drugačen. Tudi v tem primeru bo skoraj zagotovo tako. Zdaj, kar se tiče pa skrbi glede prihodnjih koalicij, pa mislim, da si morajo te skrbi delati predvsem tisti, ki imajo danes dolge nosove zaradi negativne kampanje, zaradi tega, ker niso predstavili nobenega programa in so računali, da bodo zgolj za zlorabo državnih institucij, predvsem pravosodja, prišli do zmage na volitvah. Tako da jaz upam, da se bo ta klima v Sloveniji nekoliko spremenila in da boste tudi mediji začeli postavljati vprašanje v zvezi z pokojninami, gospodarsko rastjo, zaposlovanjem, novimi delovnimi mesti, s tem, kako preživeti v tej situaciji, ko gre Evropi na bolje, mi pa še vedno stagniramo in ko kaže, da je od ene nepomembne teme do druge nepomembne teme zgolj en televizijski dnevnik.